everything is lying. Umetnik in fotograf Tadej Vaukman je leta 2015 objavil debitansko fotoknjigo Dick Skinners, s katero je dosegel prepoznavnost kot takrat mlajši avtor v polju sodobne fotografije v Sloveniji. Postal je znan po fotografijah nočnega življenja, kjer je z uporabo bliskavice zajemal ekscesne prizore druženja s svojimi prijatelji. V letu 2019 je prejel nagrado skupine Oho, ki mu je prinesla rezidenčno bivanje v New Yorku. Od tam je prišel s serijo avtoportretov, ki so nakazali premik v njegovem opusu vase in lastno intimnost. Večkrat so se posvečali minimalnim razlikam v istih motivih, obenem pa ohranjali spontanost in necenzuriranost. Tokrat se v galeriji P74 predstavlja z novo postavitvijo, ki nosi naslov Dober sin, manifestiranje mize pri vratih. Tadej Vaukman, ob novi razstavi, ki ste jo pripravili, vam čestitam in vas pozdravljam v našem studiu. Lep pozdrav, hvala, da sem me sprejel in sem zelo vesel, da sem spet tukaj. Začniva kar pri naslovu vaše nove razstave. Odkot se je pojavila miza pri vratih in kaj točno izraža? V bistvu gre za dva dela. Prva razstava bi se mogla imenovati samo Dober sin. Na kar to razstavo oziroma ta dela sem delal približno kakšno leto in pol. In po pogovoru s Tadejem Pogačarjem, ki je tudi kustos razstave, so se stvari sproti malo spreminjale. Svet se je spreminjal, ne vem, kako naj rečem. In prvotna ideja je bila, da govorim o tem v bistvu, kako moj sin vpliva name, kako moj sin vpliva na odnos z mojim očetom in te neke družinske vezi. Lomljenje nekih mej, se zbližati z mojim očetom namreč. Na kar sem ugotovil, da stanje v svetu je trenutno, kako naj rečem, zelo katastrofalno, če tako rečemo, in sem ugotovil, da ti neki moji problemi pa niso tako veliki problemi. Imam streho nad glavo, vsako jutro se zbudim lahko s sinom, ga peljem v vrtec in v bistvu živim neko obično življenje. Zato je ta miza pri vratih. Miza pri vratih je pa nastala kot nek trigger Cameron Winterja, ko sem ga en dan poslušal in ki zelo turobno zapoje v eni točki Table by the door. In ta Table by the door oziroma miza pri vratih je pri meni sprožila nekaj čudovitega, čudnega, hkrati pa tudi strašnega, ki se spet navezuje seveda na svet. In ta miza, ta stavek ima zame von, ima barvo, ima vse in govori v bistvu o tem, kako predstavljamo si, da sedimo mogoče v eni kafani. Sedimo v mizi pri vratih, jemo tenstan krompir, prepih je, kelner nas ruka, ampak še vedno sedimo v kafani in jemo tenstan krompir. Tako da v bistvu ni nič tako hudega, kar se meni osebno v življenju dogaja. Problemi so tudi druge, kar se v svetu dogaja. Ki pa seveda tega pač ne moramo ločiti. Se mi zdi, da umetniki, bom rekel, imamo mogoče neko poslanstvo, da o tem govorimo, kaj se po svetu dogaja. Ob vstopu v razstavni prostor se najprej srečamo s portretom predmeta na travi, za katerega pravite, da je pravzaprav tudi vaš avtoportret. Avtoportretiranje je praksa, ki je postala v vašem delu zelo navzoča. Kaj vam pomeni in kaj vse menite, da lahko z njo sporočate? V bistvu sem začel čisto spontano. Naprimer, ko sem bil na rezidenci v New Yorku, sem se fotografiral v sobi tega rezidenčnega stanovanja z najbolj pocen srajco, ko sem jo dobil na ulici z motivom ameriške zastave. Bilo mi je absurdno, nisem spadal v bistvu tja. Kolikor mi je bil New York blizu zaradi neke, kulture, mogoče likovne umetnosti, se z Ameriko nikoli nisem mogel poistovetiti. Ne. In to je bil en prvi tak premik, ko sem začel mogoče sporočati neka sporočila, ki pa niso tako direktna. In zame je bilo to nekaj novega. No. Prej ste omenili, da so moja začetna dela bila fotografiranje zabav in nekih intimnih prizorov mojih prijateljev in tako dalje. Tukaj pa sem se začel posvečati samemu sebi. Iskati način, kako v bistvu, ful je hecno, ko to v bistvu zdaj na glas govorim iz glave, ampak kako svojo podobo upozoriti na nekaj, mogoče pritegniti neko pozornost in potem v tej neki situaciji govoriti. Zdaj mi je to že dosti naravno
In so stvari šle mogoče malo bolj v abstraktno smer. Omenili ste, da sem na razstavi, naprimer, bo za videti fotografija uteži, kettleballa. In to mi spominja, ko sem bil jaz otrok. Kettlebell, naprimer, zame čistko klišejsko predstavlja neko moč, neko moškost, nek fit, sharp človek, ampak jaz sem bil vse preko pa to, no. In ko vidim ta kettlebell, se spomnim na neke stvari, ne vem, z otroštva, kako, ne vem, me časih hoče reči, daj, ne zmoreš popust, tako, neka negotovost, nekaj, ne. In to so potem ratali neke stvari. Fotografiral sem že fotoaparat, ko stoji na stojalu, in to sem tudi jaz, naprimer. Predstavljate na razstavi tudi cikel avtoportretov iz hotela v Beogradu. Serija teh fotografij je pravzaprav dvojni portret. Na fotografiji ste tako vi, kot tudi podoba renesančne Venere, ki visi na steni kot okras hotelske sobe. Zakaj ste zajeli prav ta motiv in kaj je to za vas odražalo v tistem trenutku? Beograd je mesto, v katerega se redno vračam. Tam imam dosti prijateljev, s katerimi se ponavadi ne vidim. In moje bivanje v Beogradu izgleda takole, da ne vem, za 2-3 dni najamem hotelsko sobo in tam ustvarjam. Karkoli se zgodi, se zgodi. In to je bilo obdobje zadnjih 2 let, ko sem vedno najel sobo v starem hotelu v mestu jedra, ki se imenuje Palace. Najbolj poceni sobe so tam v tistem hotelu tudi, kar rekel, zelo v slabem stanju, slabo počičeno, ampak to je nekaj, kar je meni blizu. Kot otrok sem bil, oziroma kot najstnik smo ogromno potovali, spali v kombijih, tudi na ulicah, tako da to je moj dom v bistvu, ne. Že sam prostor, že sama soba mi je zbudilo to neko turobnost, nek misteriozni občutek, in ko sem zagledal na steni to Venero, kako naj rečem, me je v bistvu malo pomirilo. Kao vse bo dobro. Tako res je slabo narejeno. Mislim, cel ambient sobe je, probite si predstavljati von po cigaretih in tapison na tleh, brežet, vsemi temi vonjavami in kdo ve še s čem. In to je bilo to. Mislim, cela serija je izgledala takole, da sem, ura bila verjetno 1 popoldne, mislil sem iti ven, v hladilniku sem eno pivo, si odprl pivo in to mi je bil nek tak čuden občutek. Prav spomnim se te fotografije oziroma te serije, da sem bil malo srečen, spet so se mi po glavi porajali neka vprašanja, iskal sem neke odgovore na moje otroštvo, na vse. To je bilo vse v procesu, ko sem v bistvu že razvijal to razstavo, ne. In kar se je zgodilo, da sem rekel sam sebi, to je zdaj trenutek, ko moram začeti enostavno fotografirati. In na fotografiji vidim sebe zgoraj brez, sedim pred ogledalom, pijem pivo, ena fotografija, ker to gre namreč za sekvenco, na postelji premikam oziroma probam zravnati tole Venero, to njeno sliko, in potem spet hodim po sobi in gre se v bistvu samo za to, da ta neka kontinuiteta, že malo obsesivno fotografiranje samega sebe me včasih privede do neke točke, potem ko razvijamo fotke in jih gledamo, kaj zares je takrat z mano v moji glavi dogajalo. To je edini jasen razlog, ko vam lahko podam, so pa tu še druge stvari, ko mi pa še meni niso jasne, zakaj sem to delal, ne? Oziroma zakaj še verjetno bom naprej avtoportretiral. Ali razumete avtoportretiranje v stilu teh beograjskih portretov kot dokumentacijo performansa, ki je spontan, ali za katerega se morda predhodno odločite? Zgodi se res zelo hitro. V tem primeru sploh, v tej beograjski sobi, nisem nameraval tega. Je pa res, da sem toliko že razumem sam sebe, neko to delovno prakso, da vem, da se ene točke se bo zgodilo, slej ko prej, da bom začel avtoportrete delati. V zadnjih 5-6 letih verjetno še nisem, da bi kam šel, da ne bi delal avtoportretov. Veliko jih ne uporabim, mogoče jih uporabim na koncu samo 10%, če imajo nek smisel, da jih lahko umestim na razstavo. Sploh te razstave, ko delamo v P74, imamo na primer avtoportrete, potem imamo pa eno delo, ko je v bistvu od mojega sina Majca, zalepljena na zid na robe oborjena, na kateri piše hero in se v bistvu s tem predstavlja kot nekega antiheroja, človeka z napakami, človeka vsi smo krvavi, ne. In so to avtoportretiranje mogoče malo iskanja samega sebe, na vsaj zadnje, ne. Lahko pa tudi ta novejša dela, avtoportrete povežem z začetnimi deli, ko sem jih delal, ne. Ali so bili to portreti prijateljev. Nikoli nisem bil intruder, ko sem fotografiral prijatelje. Jaz sem bil del tega, ne. Tu sem pa zdaj se malo bolj izoliral in izpostavil. Ne vem, mogoče hočem nekim stvarem res priti do dna, hkrati pa s to razstavo
jasno sporočam, da ni tako slabo, da mogoče moram iti pa samo naprej in sprejeti neke življenjske, družinske situacije, ki so se zgodile v preteklosti. Avtoportretiranje je pogosta praksa med umetniki. Ali imate kakšne avtorje, vzornike, fotografe ali pa fotografinje, katerim se obrnete po navdih pri avtoportretiranju? V bistvu ne. Tudi ne samo pri avtoportretih, tudi pri malo sem laik, kar se teh stvarih tiče. Imam mogoče kakšne svoje favorite, ampak zanimivo vprašanje. Večina teh nekih navdihov dobim pri glasbenikih. Glasba je namreč stvar, ki me tudi spremlja že celo življenje. Moj oče je bil zelo obseden s kasetami, jaz sem odraščal v 80-ih in spomnim se kasete, spomnim se tudi vonja Lade Samare, ko smo se vozili okrog in kasete poslušali. Dire Straits, vem, da je imel ful rad. Tako da mogoče se bolj vračam nehote k muziki, no. In takrat ponavadi pride kakšen navdih. Ali pa kakšni drugi avtorji. Naprimer 2020, ko smo z P74 prav tako delali razstavo, ta serija, ko se je dogajala v New Yorku, je bil res ta trigger zame in za celo razstavo David Vnarovic. Bral sem neke transkripte v knjigi in me je tako dotaknilo se in sem v bistvu potem iz tega izhajal. V tem primeru tudi, naprimer, je sprožil nekaj v meni samo ta stavek Cameron Winterja, Table by the Door. In tako da to so mogoče neki ti moji, ne bom rekel vzori, ampak samo neke triggeri, kako se temu reče. Ne? Poleg majice junaka, vašega sina, ste tudi nekatera dela na razstavi postavili v njegovo višino. Zanima me, kako odraščanje vašega sina vpliva na vašo umetnost. Zelo dobro. Postal sem mogoče malo bolj miren človek in neke prioritete. Ne samo v družinskem oziroma v osebnem življenju, ampak tudi v umetniškem ustvarjanju se spostavili. Dosti je povezano s kilometrino in s tem, da vem, kaj hočem. In fora je tem, da ko sem dobil otroka, sem seveda obsesivno začel tudi njega dokumentirati. In hkrati tudi sebe, ker se mi zdi, da bo to nek zeitgeist, nek čas, ko bomo nazaj hodili gledati in hočem imeti te spomine, seveda. Mogoče zaradi tega nezavestno delam, ker je naša družina, ko sem jaz bil mali, razpadla. Smo šli na razni in potem kot najstnik se malo iščeš neke odgovore. Tu pa se mi zdi, da probam to stvar, ki jo imam, zelo negovati. Je pa ne vem, kako je biti 5-letnik sin umetnika, nočeš mu vseljevati seveda tega. In samo postavljanje umetniških del v galeriji na njegovi višini mi je slučajno na te razstave tako šlo skozi, ker ima popoln smisel. Na fotografiji je on, ki teče z žogo po igrišču, črno-bela fotografija, hkrati imamo po istem prostoru fotografijo te uteži, o kateri smo se prej pogovarjali, ki pa portret recimo mene. Tako da to neko to združevanje moje preteklosti in zdaj sinove sedanjosti se mi zdi, da lahko stvari grejo na boljše. Tako da hočeš biti dober oče. V delu, kjer ste zajemali prizore razvratnega življenja, ste uporabljali majhen analogni fotoaparat z bliskavico, s katerim ste bili lahko hitri in ste pri fotografiranju uporabljali element presenečenja. Zanima me, ali še vedno fotografirate analogno oziroma kaj je postalo za vas pomembno po tehnični plati? Ful je zanimivo. Nikoli si nisem predstavljal, jaz sem mislil, da bom do konca svojega življenja ostal pri analogni fotografiji, v narekovajih rečeno teh trotlcah, popolnoma avtomatskih kamerah, ki se včasih samo odloči, kdaj bo flash, včasih je brez flasha. In zdaj sem rato kar malo obseden. Tako imam izdelano sliko v glavi, kako mora fotografija izgledati, da vem točno, kateri fotoaparat uporabiti. Na tej sami razstavi so različna dela. So digitalne fotografije, tudi analogne. Ne vem, enostavno po občutku. To poznam že svojo prakso delovno, da vem, kateri fotoaparat uporabljati. V levem prostoru galerije P74 predstavljate tudi video delo. Nam ga lahko opišete oziroma razložite, zakaj je tam? Video je posnet v Hrvaški Istri. Blizu morja sedim na stolu in v bistvu bližnji posnetek mojega podplata, ko si kožo cufam, po domače rečeno, iz podplata. In to je neka, meni je malo, to stvar delam impulzivno, da bi se človek bolj počutil, nekateri si nohte grizejo, nekateri si, kožo, ki lupijo, kje druge. In to sem nekako razvil, ampak tega se nisem zavedal. To se spomnim zdaj nazaj, ko razmišljam, sem v bistvu delal tudi že kot najstnik. Potem je to malo poniknilo in potem včasih spet pride na plan.
ta video dolg je, ne vem, mislim, da minuto 21, minuto 20, se mi zdi, da je najbolj nazorno prikazano počutje v tistem trenutku, kako se nek človek spopada z neko neprijetno situacijo oziroma neko travmo, ali je to depresija ali je karkoli. Ne. Moja dela so večkrat, sploh začetna dela, so bila zelo direktna, včasih tudi banalna. In ta surovost, sploh pri tem videu, je pa, se mi zdi, da še bolj prisotna, kot pa kadarkoli. No. Ta razstava je prva v ciklu novih postavitev, ki jih načrtujete, obenem pa ob njej pripravljate tudi nekakšen manifest. Kako razumete umetniški manifest? Ali je ta razstava za vas politična in kaj točno se bo manifestiralo na odprtju? Zdi se mi, da govorim v moji osebni praksi, ustvarjalnik kot umetnik, se mi zdi, da nobena stvar več ne more biti nepolitična, da smo v bistvu v svetu, v katerem živimo, sploh umetniki moramo izkoristiti svoj glas in jasno in glasno povedati, da stvari v svetu po domače ne štimajo. Tako da ne vem, je zato razstava politična, se mi zdi, da je. Lahko svoje osebne neke stvari, ali so to družinske situacije, združimo popolnoma včasih, ne vem, socialnimi, ekonomskimi ali pa političnimi problemi, kar pač na koncu politična stvar je zame osebno nekaj, kar zajema cel svet. In brez politike tega sporočanja enostavno več ne gre. Ne. Moramo opozarjati na nepravičnosti, na mogoče z neke osebne travme nekoga, govoriti o tem, zakaj se je to dogajalo nekomu, kako lahko rešimo, kako si lahko pomagamo, kako lahko mogoče čisti tako banalno povedano politiki rešijo neke situacije in pomagajo, da je svet lepši. Ne? In o tem bi mogli govoriti vsak dan. Kar se pa manifesta tiče, ja, manifest je ena, prej sem že verjetno omenil, da kar se nekih umetnostne, kako bi temu rekel, umetnostne zgodovine, jaz namreč samouk, nimam dosti izobrazbe, kar se same umetnosti tiče in to mislim, da je bila moja prednost. Nisem se ukvarjal s tem, kaj drugi delajo, kako se manifesti pišejo. Mogoče celo narobe manifest besedo razumem pri samem umetniško ustvarjanju. Imam pa popolnoma svojo predstavo, kako to speljati. Ne. Cel plan je, da tole razstavo še nekaj časa, naprimer v marcu se selimo z razstavo v Slovenj Gradec, v Raum prostor, tudi z galerijo P74, ki je v bistvu to pod njihovim okriljem tudi. Potem pa je plan, da bo meseca aprila v Berlinu tudi na to temo, vizualno, sicer malo drugače, probal, kako to zapakirati, rešiti samega sebe, se na nek način osvoboditi, tako da se lahko še bolj posvetim drugim stvarem, kot je naprimer to, kar sem pregovoril o tem, da pomagam, ne vem, zboljšati svet na neki mini ravni. Je to lokalna, ali je to situacija v sobi od nekoga, da se pogovarjamo o teh stvareh. Malo sem utrujen, iskreno povedano, se ukvarjati z nekimi svojimi problemi. To, ki je ljudi, skupin, ki imajo resne probleme in se mi zdi, da se moramo s tem malo bolj ukvarjati in si pomagati. Tadej Vaukman, kaj menite, da je naloga umetnosti v današnjem času? V bistvu zelo enostavno vprašanje zame, če sem iskren, ampak kako pa to uresničiti oziroma to narediti, je pa zelo težko. Vloga umetnosti je, da enostavno odpira vprašanja, da se pogovarjamo o tem in si pomagamo, da nismo sebični in da probamo stvari spremeniti enostavno na boljše. Umetnost bo vedno ostala. To je neka najlepša stvar, kateri se lahko vedno zatečemo in vsaj zame je bila vedno imel oporo. Sicer je bila to neka moja umetnost, moja interpretacija umetnosti, ampak če to ni nekaj najlepšega, da imaš nek svet, katerega se lahko zatečeš, pa ti pomaga, pol ne vem. Tako da umetnost je to. Umetnost je vse.